Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Danes praznujemo Dan državnosti, v občini Trebnje pa tudi občinski praznik. In sicer v spomin na dan, ko je Trebnje postalo mesto in v spomin na dogodke, ki so se odvijali med osamosvojitveno vojno na Medvedjeku. Kaj je pa danes aktualno v tej dolenjski občini, pa vam bo pojasnil župan Alojzij Kastelic. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni tudi vi in seveda vsi gledalci in gledalke, poseben pozdrav pa našim občankam in občanom. Pa morda začneva kar pri slavnostni seji. Podelili ste 3 plakete in 6 priznanj. Je bil izbor težak? Pa poglejte, jaz navadno se samo v primeru, da opazijo premalo dobrega dela, vsi ostali se so to vmešan, drugače pa je to komisija pri občinskem svetu za priznanja in plakete, ki pač izbere tisto, kar je v vsakem letu, kar pravzaprav so presežki. No, in moram reči, da letošnji izbor je bil izjemen po svoje in moram reči, da je posegel na vse področje življenja, pa tudi tisto, kar nekako najbolj opazimo, to pa je na eni strani zdravstvo, na drugi strani gasilci, pa tudi, bom rekel, tudi pri cerkvi vidimo, da zelo lepo sodelujemo, posebno v Dobrniču, in tu je odraz tudi priznan letošnjih. No, če samo plakete navedem, gospod župnik Božnar je dobil plaketo občine Trebnje. Moram reči, da je veliko pripomogel temu, da je v zadnjih parih letih Dobrnič dobil neko drugačno podobo. Nikoli ni bilo problem, ker je bilo precej cerkvene zemlje tam, da smo sodelovali. Zdaj načrtujemo v tem trenutku in je že odkupljena zemlja za igrišče, tako da to sodelovanje res je enkratno in se trudimo tudi na ostalih področjih pri ohranjanju spomenikov, tako da sodelovanje je večplastno in hvala gospodu Božnarju. Drug dobitnik je gospod Škerl, je ilustrator. Ta ilustratorska dejavnost je v zadnjem času zelo na visokem nivoju in gospod Škerl je med Trebanjci utiral pot na tem ilustrativnem področju, bil je tudi na svetovni razstavi v Bologni in ponesel ime Trebnjega, to se pravi v svet, na ilustrativnem področju. In tretji so Gasilska zveza občine oziroma Gasilska zveza Trebnje, ki zavzema vse 4 občine. In moram reči, da gasilstvo je zelo živo. Letos praznujejo 60-letnico. Gospod Strah je zdaj že 15-16 let na čelu Gasilske zveze z izjemnimi rezultati. Za gasilce so imeli tudi občinski svetniki vedno posluh in to se je tudi obrestovalo na drugi strani. Imeli smo žled, poplave, bom rekel, sorazmerno velike požare, pa povsod so se izjemno izkazali, tako da jim tudi ob tej priložnosti rečem kapo dol. Hvala vam za vse, kar ste naredili in želim, da tudi v prihodnje delate tako dobro, tako da se naši občani počutijo varne, to se pravi v vsakem trenutku. Ob tej priložnosti ste uradno namenu predali vodovod od Krtine do Trebnjega. Za kako pomembno naložbo gre? Ja, ta naložba je po vrednosti približno 650 000 evrov. To se pravi 85% je bila financirana iz evropskih sredstev. Gre za pomembno naložbo, kajti na en način zaključujemo, to se pravi obnovo vodovoda, ki se je začela pred 8 leti. Namreč imeli smo izredne kilometre salonitnih cevi, ki so pokali, povzročili pravzaprav velike izgube, tako da smo sedaj, bom rekel, to je že 4. evropski projekt na vodovodih, smo kar po par kilometrov zamenjali, to se pravi kar v parih etapah, tako da na vodovodih nas zdaj čaka v prihodnje samo še priključitev do novega vira, to je Bratnica, in to se pravi še približno 2 kilometra teh salonitnih cevi, kar pa načrtujemo že v letošnjem letu, je bilo v proračunu, pa ker je bilo to nekoliko dlje sprejemano, se je seveda ta projekt
zaradi svetniki so bolj navdušeni nad cestnim področjem kot nad vodovodi, ker če vodovod zakopaš, se nič ne vidi, ne? Ampak je vodovod po moje najpomembnejša zadeva za lokalno skupnost. Tako da sem vesel, da se je ta projekt izvršil, imeli smo tudi nekaj težav, ne? To se pravi, Trebnje je staro rimsko mesto in arheologija, bom rekel, je stalno prisotna, to se pravi, in se je nam projekt najmanj za 3 mesece, če ne za 4 zategnil, kajti ko smo prišli na rimsko cesto, tam do Tomšičeve hiše, potem se je čisto ustavilo in skoraj 3 mesece mervalo, tudi Trebanjci so bili najbrž razburjeni, ker je bila ta cesta polovično zaprta, pa vendar zdaj je to pri koncu, to se pravi, ta odsek je tudi, bom rekel, dokončan in moram reči, da mi je veliko zadovoljstvo, da smo te zadeve zaključili. Seveda imamo pa v ognju še en projekt, ne, to pa skupaj zmerno, to je pa Bratnica in ta, bom rekel, je tudi pomembna, končuje se pa septembra, to se pravi, oskrbuje Gradišče, tako da je en vir, ki je pomemben za v prihodnje, za oskrbo tudi Trebnjega, tako da bomo pa videli, kako bomo zaključili. Probali smo pravzaprav čim manj cest uničiti pri tem projektu, to se pravi, in zdaj nam lepo kaže, to se pravi, še vozlišče pri Lukovku se končuje in to se pravi, ko smo že glih pri vodovodu, Lukovk pa jezero pa Dubrava so bili na vaških sistemih in ravno te dni jih priključujemo, to se pravi, na javni vodovod. Tako da bodo tudi te vasi oskrbljene s zdravo pitno vodo. V Novem mestu so pogosta opozorila o prekuhavanju vode, v Trebnjem potem teh težav ni? Pa jaz se ne spomnim, kdaj bi bilo nazadnje pravzaprav opozorilo za prekuhavanje. Praktično nimamo velikih izpadov. V preteklosti smo izgradili tudi 2 500-kubična rezervoarja, ki pomenita sigurno obratovanje, kljub temu, da se kaj poškoduje na sistemih. To se pravi, redno zdaj ta leto obnavljamo tudi priključke. 120 000 je vsakem letu namenjeno pravzaprav za priključke. Želim, da ta vodovodni sistem dobro deluje, kajti to je tudi pogoj za, bom rekel, priseljevanje, za povečanje števila prebivalcev, za razvoj na gospodarskem področju. Če nimaš vode pa elektrike, pač ne moreš najbrž ničesar ponuditi. Smo pa na priključkih avtoceste, to se pravi, da imamo sedaj zelo dobre pogoje za nadaljnji razvoj. Kako pa je z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda v občini? Tukaj smo v preteklih letih pravzaprav naredili korake naprej, vendar pa ne dovolj, bi rekel, ne. Nas čaka kar še zdaj po zadnjih izračunih za 6 milijonov približno projektov v prihodnjih 4 letih in to bomo mogli na en način opraviti, kajti v nasprotnem primeru nas čakajo kazni, ne. V severni Italiji so te že tukaj, pri nas zaenkrat tega še ni, to se pravi, mi smo se obvezali, kar je pa spet, včasih smo Slovenci bolj papeški od papeža, mi smo se obvezali, da bomo vse, to se pravi, naselja, ki imajo določene pogoje, do 50 populacijskih enot, priključili na javno kanalizacijo. Evropa je od nas zahtevala samo nad 2000, ne, pa smo šli sami pravzaprav v neko smer, hkrati pa ne zagotovili vire financiranja. Tako da tukaj bomo imeli težavo, ampak jaz upam, da jo bomo tudi uspešno premagali. Občina Trebnje je v preteklosti s kanalizacijskim sistemom proti Veliki Loki, pa s kanalizacijskim sistemom Veliki Gaber, pa Nemško vasjo, pa to se pravi Studenec, ne. Mi smo to kar delali v preteklosti, dosti tega smo postorili, najbolj kritična mesta smo že pokrili, sedaj pa tisto, kar nas še čaka, je Dobrnič, Dolne in Gornje Ponikve, Brnek, to se pravi, in zadevo še Veliko Loko moramo pokriti, to se pravi pri
TPV-ju smo že gor se pravi, ali pa bolj poznano pod Tesnila, najbrž še. To se pravi, do tam smo že prišli, tako da nas čakajo te projekti še v prihodnosti javnih vodovodov. Bo pa tukaj pravzaprav bomo mogli skupaj stopiti s prebivalstvom, tako kot v starih časih, bom rekel, te komunalne prispevke nekako pobrati, pripraviti projekt in skupaj, bom rekel, s prebivalstvom zaključiti te projekte. V Škofji Loki so se lotili zadeve, šel sem pregledati to in se mi zdi to primer dobre prakse, kjer bi lahko tudi mi, bom rekel, tudi veliko naredili, kar pri naših ljudeh, ko vidim delovanje krajevnih skupnosti, so pripravljeni narediti kaj, to se pravi, tudi prostovoljno, to se pravi, da pridejo do bom rekel, novih zadev. Tudi krajevne skupnosti redno zberajo 30% sofinanciranja za krajevne ceste, tako da še zmeraj, to se pravi, prebivalstvo vendarle diha z lokalno skupnostjo. Posebna zgodba na Dolenjskem so odpadki. Večina tukajšnjih občin je vezana na odlagališče Leskovec. Vi imate svojo deponijo globoko. Kakšni so načrti? Mi smo, to se pravi, čeprav so mislili vsi, da ne bomo, da se pravi, smo razširili to odlagališče, imamo novo odlagalno polje, ki smo ga v lanskem letu dokončali. To se pravi, imamo sporazum z okoliškim prebivalstvom, zdaj pripravljamo skupaj z Ljubljano, to se pravi še mehansko-biološko obdelavo, to se pravi, da se bo preostanek tukaj, to se pravi, obdeloval. Je pa zdaj izrednega pomena to, kar bi posebno poudaril, da je potrebno v preostanku izločiti vse, kar kje nas sodi. Preostanek je tisti, ki nas bo v prihodnjih letih najbolj moril. Če ne bomo tega dosegli, bo nujno povišanje cen. Če bomo striktno se držali pravil odlaganja v preostanku, to se pravi, potem bomo dosegli cilje in cene ne bodo šle gor. V nasprotnem primeru pa seveda se lahko cene povečajo. Kakšne rezultate pa beležite? So občani že dovolj ozaveščeni na tem področju? Mi smo naredili velikanske korake naprej. In v glavnem nimamo pri stanovanjskih hišah, imamo zelo malo problemov, čeprav je potrebno seveda še zmeraj opozarjanje. Pri večstanovanjskih hišah in pa v vinogradniških območjih imam pa sorazmerno velike probleme, tam pa se stvar, bom rekel, poskušamo na vse možne načine pravzaprav tudi nastaviti. Tako da skupaj s komunalo pripravljamo ukrepe, vendar pa tudi v komunali včasih čutim, da bom rekel, tista zagnanost je občasna, to se pravi, to mora biti stalna naloga nas vseh, da se pravi, dosežemo preostanku, da je čim bolj čisti so te preostanki, to se pravi, da je tam, kjer sodi, kajti po toni bo obdelovanje, to se pravi, tona preostanka odpadka bo obdelovanje MBO 103 evre. To se pravi, in čim manj bomo teh ton nabrali, tem manj bomo plačali. Mi smo pripravljeni na to se pravi, in pri enem normalnem dosegu, če bi dosegli normalne rezultate, bo cena ostala ista, v nasprotnem primeru seveda bomo mogli pa ceno dvigniti. Omenili ste komunalo Trebnje, ki zadnje čase širi svoje dejavnosti. Pred nedavnim ste jim celo naložili, da so sadili krompir za romsko naselje Vejar. Kako to, odkje takšna naloga? Ja, ta nalogo smo zapisali v proračun, se pravi, gre za eno projekt, sicer to je najbolj slavna njiva v Sloveniji, pa me nič ne moti. Gre pa za to, da bi Rome navadili pravzaprav tudi, da bi videli tudi pravzaprav v zemlji neko priložnost, saj za samooskrbo. V letošnjem letu, ker je bil proračun kasno sprejet, nismo mogli pravzaprav tu direktno z Romi pa z nekim programom narediti. Če bi bil marca sprejet proračun, potem bi to lepo lahko opravili tudi preko, bom rekel, nekega programa. Zdaj pa, ker smo bili proračun začel veljati že proti koncu meseca maja, smo mogli izredno pohititi. Stvar sem jaz tega, bom rekel, preko komunale naredil. In zdaj se mi zdi, da je to čisto v redu.
Zaprav te dni ga bodo še prisul, dognojili in jaz upam, da bo pridelek sorazmerno normalen. Veseli me pa tudi to, kar sem pričakoval, da bo dokaj, bom rekel, glinasta zemlja, ni, to se pravi zemlja na tem področju v redu. Tam so desetletje pasel konje, pa izgleda, da se je to tudi malo zagnojilo. Tako da bo ena priložnost za Rome, da se samo skrbijo s te vrtički, pa to so programi, ki so za prihodne. Nažalost, Romi so tukaj, z njimi moramo delati in nimamo ravno kaj drugega, kot da, če ima pa kdo drugačno rešitev, to se pravi, pa naj pride, pa bomo probali tudi, bom rekel, drugačne metode, ampak jaz jih zaenkrat včasih, pač v starih časih so malo pendriki pel, zdaj tega nimamo več, ne? Tako da se moram posluževati tega motivacije in proba doseči tudi tej populaciji. Moram pa na drugi strani reči, da v primerjavi z ostalimi Romi na Dolenjskem imamo mi sorazmerno malo problemov, ne? Kar se pa tiče komunale, ne, moram reči pa, da so izjemni. Ta direktor Tomšič je izjemen, se pravi, stvari načrtuje, ima posluh. Jaz sem rekel, da naj prevzamejo cestno področje. Glejte, prejšnje podjetje je bilo sicer specializirano za to področje, ampak rečem, da so te za 50% boljši, kot so bili predhodniki. Tako da sem izredno zadovoljen z njihovim delom, se pravi, in trud vlagajo, motivira ekipo celo, so, kar se ni še nikoli dogodilo, tudi delavci ponosni, da so, bom rekel, del komunalnega podjetja. In to je prav moment, to se pravi, to pričakujem od vsakega javnega zavoda v občini Trebnje, vsakega javnega podjetja. Če se morda še vrneva za trenutek nazaj v romsko naselje, v zadnjih letih ste precej sredstev vložili, veliko državnih in evropskih sredstev ste dobili. Morda najprej, koliko sredstev ste pridobili in kaj vse je bilo urejeno v sklopu tega? Pa vsem smo pridobili cirka 800-900 tisoč evrov in to se pravi, imeli smo priložnost te zadeve urediti. Kajti v prihodnjem jaz pričakujem, da bo država enostavno lokalnim skupnostim naložila, da te zadeve iz lastnih virov pokrijejo. Mi smo to naredili iz državnih sredstev. Moram reči, da tudi čistilno napravo, ki bo v delu služila tudi ostalim prebivalcem. In to se pravi, probamo urediti stvari. Če so priložnosti za pridobiti denar iz drugega vira, ni važno, za koga gre, kar lahko dobimo, probamo, to se pravi tudi pridobiti. In tle se je pokazalo sodelovanje. Nekateri župani enostavno se niso upali na razpis, so se še prijavili, sredstva pa se niso upali pokoristiti, ker so mislili, da jim bodo to ostali prebivalci zamerili. Za nas je bila to priložnost, ker je ostajal denar in mi smo od tistih 3 milijonov, recimo zadnji razpisu, lahko odnesli pravzaprav 400 tisoč evrov. To so prav skoraj maksimalno vsoto, ki je bila možna za eno občino. In jaz sem vesel, da je temu tako. Uredili smo od vodovoda, elektrike, kanalizacije, javne razsvetljave in cest noter, to se pravi, priznam, da je danes vejer bolj urejen oziroma infrastrukturno bolj pokrit kot marsikatera vas, ampak nažalost je možno dobiti to samo za romsko naselje, za to in to smo pokoristili in jaz sem vesel, da je temu tako. Seveda pa bodo mogli tudi Romi v prihodnje. Zelo ostro nadziramo. To se pravi, tudi njihove navade probamo spreminjati. To se pravi, tega streljanja mora biti konc, ne, ker je največji problem. To se občasno pojavlja v nekoliko večjem obsegu. Potem te zabave med tednom jih mora biti konc, ne. V šolo otroke morajo pošiljati in v vrtec, če ne, to se pravi, če teh pogojev ne bodo izpolnjevali, jih pol prikrajšamo pri socialnih pomočeh. Kajti, če imajo za orožje, če imajo za zabave, potem ne imajo še za življenje. Tako da, se pravi,
da vendarle mora biti pri Romih je kot pri otrocih, moraš jasno mejo postaviti, ne, in ne smeš nikoli čez iti, ne. Tisto, kar rečeš, da boš naredil, moraš narediti. Tako se prav tudi obnašajo spoštljivo, to se pravi tudi upoštevajo zadeve, tako da jaz upam tudi v prihodnjih letih na določene napredke. Smo jih pa že naredili, ne. V Trebnjem ste zgradili nov 14-oddelčni vrtec, pa odpirate vedno nove in nove oddelke. Osnovna šola ima veliko prostorsko stisko, tudi glasbena šola je že več let opozarja na prostorsko stisko. Kako rešujete te težave oziroma kje vidite dolgoročne rešitve? Pa če začnemo od zadnjega konca. Glasbena šola je imela priložnost, da kupimo tisto kmetijsko zadrugo, pa so se vendar rekli, da prostori jim zaenkrat zadostujejo. Tako da sem iz tega naslova zadovoljen. Jaz sem mislil, da bi pravzaprav glasbeno šolo selili v center, pa temu, če sami ne želijo tega, pač jim tega ne moremo vsiliti. Problem je pa osnovna šola Trebnje, ki počasi poka po šivih. Zdaj se spet generacije do letošnjega leta nekoliko upadala, zdaj pa demografija spet kaže rast. In jaz sem že sprožil zadeve, da bomo v Nemški vasi, to se pravi, dogradili še 5 oddelkov. Telovadnico imamo že nekoliko večjo, to se pravi, če bomo ta prostor pridobili doli v Nemški vasi, tukaj postavimo, to se pravi, popolno osnovno šolo, 9-letko. In s tem razbremenimo Trebnje, bomo mogli spremeniti šolski okoliš. Kdaj to bo, če me kdo vpraša, to računa do 5-6 let. 5-6 let naj bi, to se pravi, čez 5-6 let po demografiji bi mogli to zagotoviti. Kar se tiče pa vrtcev, res smo takrat 14 oddelkov, če se spomnite, so vsi rekli, da moramo samo 8 jih narediti, to ne gre. Hvala Bogu, da nisem tega poslušal, da smo šli v 14-oddelčni vrtec, da se je ta zadeva že zdaj nam spet pravzaprav vsak dan, vsako leto imamo po 2 oddelka nova, ki jih je potrebno odprti. Zdaj, načrt je pa tak, gremo v naslednjem letu, pa v letu 17, v Velikem Gabru zgraditi 6 oddelkov, ker tudi šola je tam preobremenjena. Se pravi, in prostora zmanjkuje, tako da moramo teh postaviti v letu 17. Morajo stati, to se pravi, morajo biti v uporabi. Potem v Dobrniču bomo še en oddelek na parkirišču, čim zgradimo igrišče, pa parkirišče čez cesto, bomo, to se pravi, še na tem parkirišču pride do zidava enega oddelka. Potem v Šentlovrencu bomo že 1. septembra poskusno en oddelek odprli. Ohranjamo na Sela Šumberku še en oddelek. Moram reči, da 2006, ko sem jaz prišel, je bilo teh oddelkov 15. Danes jih je 32, samo v Trebnjem, da ne štejem Velikega Gabra. V Velikem Gabru so bili takrat 2 ali 3 oddelki, zdaj jih je 6. Tako da, bom rekel, vendarle smo prišli, pa tudi to ni vzrok, da bi se tukaj povečala populacija. Mi smo imeli takrat, v leta 2005-2006, 50% otrok generacije obiskovalo vrtec. Danes se to približuje 85%. To se pravi, sem še 15% generacije ostaja doma, sicer je to zelo prav, zelo fajn, ampak to je tudi velik napor za lokalno skupnost. Veste, mi 1/5 proračuna ali pa več porabimo za otroško varstvo. To se pravi, od 12 milijonov, ki jih imamo v letu na razpolago, tam do 2,5 milijona, če zdaj prištejem še investicije zraven, 2,5 milijona moram jaz rezervirati za otroško varstvo. Na eni strani so subvencije staršem, ki so do 70%, to se pravi, 70% vseh oskrbnin v vrtcu plača občina, 30% pa starši. Tako da, se pravi, taka je zakonodaja, mi to upoštevamo in seveda taka je tudi socialna slika. Ker se bližava koncu oddaje, mogoče na kratko še, lani so bile lokalne volitve, več kot polovica svetnikov se je zamenjala. So se politične strasti umirile, vemo, da je bilo včasih v Trebnjem precej burno. Kako pa je zdaj sodelovanje z občinskim svetom?
Poglejte, veste, na eni strani se opozicija malo prilagodi, na drugi strani imam že jaz tudi velike izkušnje, to se pravi, jaz ne ridem z glavo skozi zid tam, kjer ne gre. To se pravi, poskušam tiste zadeve, ki jih brez kamere in vsega uskladimo, kjer dosežemo neko soglasje, gredo naprej. In tudi opozicija ve, da je treba te zadeve tako delati. Zdaj smo imeli sestank pred kratkim, to se pravi, imenovan že prvi podžupan dr. Jože Korbar. Ponudil sem podžupanstvo tudi Drotu, jaz upam, da gospa Špela Smuk bo prevzela tudi drugo podžupanstvo. Danes tele dni bom dobil tudi iz njihove strani, to se pravi, jaz sem jih povabil brez obveznosti, naj se izkažejo na samem delu. Tako da to je priložnost, da pravzaprav v Trebnjem, čeprav je zdaj že zelo mirno napram prejšnjim časom, da dosežemo še neko drugo sinergijo in gremo naprej. S kregom pa z potikanjem ne bomo ničesar dosegli. Mi lahko dosežemo z delom, s prizadevanjem in z motiviranjem vseh ljudi okoli nas. Bodimo dober tim in bomo šli naprej še veliko bolj hitro kot sicer. S tem bova zaključila oddajo. Hvala vam za obisk v studiu in seveda uspešno delo. Dovolite, da še ob tej priložnosti čestitam ob rojstnem dnevu države Slovenije vsem Slovenkam in Slovencem in hkrati ob občinskem prazniku tudi vsem našim občankam in občanom. In želim prijetne poletne dni, pa se mogoče vidimo spet na jesen. Tako, hvala. Hvala tudi vam, drage gledalke, dragi gledalci, da ste bili z nami in lahko noč.